Lep in prijazen dan želim iz žičarije. No in tukaj bomo na povezovalni cesti do vasice, ki se imenuje Poljane pri Podgradu, našli naselje, kjer ne boste verjeli, živi od 5-6 prebivalcev, nekoč pa jih je živelo tukaj 365. Tukaj že večje prebivalstvo je praviloma delalo v Izoli, delalo v Risu in je nekaj v Kozini, čeprav v Kozini takrat še ni bilo veliko tovarn. Eni pa so delali seveda v Kopru in so vsak dan hodili iz tega kraja do Kozine in nato z avtobusi ali do Kopra ali Izole. To vsak dan. Danes je vasica kot rečeno ne preveč naseljena, predvsem pa je dosti hiš razpadajočih, pa tudi večina Slovencev ne ve, kje sploh to je. No, mi se vozimo proti vasi Poljane, ki pa so neposredno v bližini hrvaške meje. Tukaj v tem delu, tako pravijo prebivalci, vidijo večkrat tudi pribežnike v našo državo, a to je drugo področje. Zanimivo je, da je tukaj rastlinstvo nekoliko v zaostanku, tistem v delu ob našem področju obale in slovenske Istre. Je pa zato narava prijazna, lepa in zanimiva. In ko bomo prišli v to znamenito vasico, bomo pokazali tudi delček žal razpadajoče, nekoč izjemno uspešne vasice. V tem delu žičarije lahko tisti, ki seveda spoznate nagobe, prihajate govariti, prihajate kolesariti in prihajate spoznavati pozitivno naravnane ljudi, ki tukaj živijo vseeno v teh neprav prijaznih pogojih, posebej po zimi. Kar nekaj vrtač. No, je zanimivo, da bomo opazili celo avto, ki pa seveda nima registracije Ljubljane, ampak Kopra. No, tukaj na desni strani ste videli naravno grado za urejeno polje. Tako so nekoč govorjevali, da ti posebnih pogojev svoje polja tukajšnji kmetje. Danes pa to v bistvu zaščiteno področje
da ceste jim niso uredili, oni sodijo namreč pod občino Kozina. In kot kaže, in kot boste videli tudi v prispevku pozneje, so pozabili na nje ne le v občini Kozina, ampak tudi drugje po Sloveniji, čeprav je na marsikateri hiši zanimiv napis iz preteklosti. Zdaj se počasi bližamo tej vasici. In za onimi vrhovi se že nahaja meja sosednje Hrvaške, tam vidite bele oblake. No in zdaj smo počasi v tej zanimivi vasici, ki se imenuje Poljane. Nahaja pa se pri Podgradu oziroma pri Kozini, cirka 22 km. No, prva hiša, ki jo vidite tukaj, pa smo vstopili na desni strani, vam pove veliko. Vidite, so Poljane. No in sedaj bomo vstopili v to prej omenjeno vas. Pri nekateri hiši boste opazili še napise, kjer piše takole: Živel Tito, živeli partizani. Zanimiva je tamle ona cerkvica, ki je res nekaj enkratnega in morda jo bomo lahko celo prikazali znotraj. To je res zanimiv kraj, vreden obiska. Tukaj imajo tudi vaški vodnjak. In kot vidite, se ljudje tukaj ukvarjajo z pripravo drvi. In tole na levi strani boste zagledali še eno od, vidite tole, takšna hiša je razpadajoča. In tudi v njej piše marsikaj, kar bi moralo spodbuditi pristojne, da se zamislijo nad to. Vasico in pomagajo tukajšnjemu prebivalstvu, da zaživi. Mi se zdaj vozimo skozi vas. Zdaj vidite kar nekaj objektov, ki dokazuje našo trditev, da je vas prijazna, lepa, razpadajoča. Mi bomo končali s pogledom na to cerkev, ki pa bomo, če bomo uspeli, pokazali tudi znotraj. Lepo se vejte in zdaj začnemo s pripravo reportaže.